Pozdravljeni. Jaz vas pa letos vabim, da se nam pridružite na postni akciji Katoliške mladine. Vsako nedeljo bomo objavljali en posnetek mladih, ki govorijo v bistvu o spravi z Bogom, sami seboj ali pa z drugimi ljudmi, v bistvu na temo letošnjega jubilejnega leta. In jaz bom prva. Tako da ja, meni je ime Živa Dobrovoljc, stara sem 21 let, študiram dietetiko. In moje življenje je prežeto z Bogom. Res me je očaral, tako da bom danes z vami delila nekako mojo spravo z njim. Osrednji del moje sprave z Bogom se začne pred 4 leti, ko sem se spreobrnila, oziroma sem tako prvi teden januarja je bil, je bila korona. In jaz sem gledala YouTube posnetke, ki so govorili o Bogu, taki zelo preprosti, o tem, kako je Bog umrl zame na križu, koliko sem res ljubljena. Celo moje življenje je bilo pa zelo prežeto s tem, da se nikoli nisem počutila dovolj. Ne dovolj lepo, ne dovolj pametno. Ja, nič se mi ni zdelo, da si lepega zaslužim v življenju in sem tako iskala tak smisel. In so me res tisti posnetki v tistem trenutku, so se me res globoko dotaknili. In sem v tistem trenutku dojela to svojo grešnost, obenem pa to brezpogojno Božjo ljubezen. In sem našla tisto, kar sem ves čas iskala, nekoga, ki me res ljubi vsem, kar sem, tudi v mojem grehu. In je bil na en način tak grozljiv trenutek, ampak tudi najbolj čudovito v mojem življenju. In to je bil tak začetek moje sprave z Bogom, ampak se itak ni tam zaključil. Pa sem šla prvič k spovedi čez pol leta. Potem počasi sem tako vstopala v katoliško cerkev, tako malo sem se še iskala. In sem šla prvič k spovedi na tak način, da sem res povedala iskreno vse svoje grehe. Ker prej, ker sem kaj na verouk hodila in tako sem se tako zmislila na 3 grehe, tako nisem obogala staršev, ukregala sem se z brati in sestrami, tako take, samo nekaj, da sem rekla. Takrat sem pa uro pa pol pri sveti spovedi in sem se res tako odkrila duhovniku. Res sem tako, v tistem trenutku sem pustila enemu človeku, da mi izkaže Božjo ljubezen skozi njega. In sem tistemu duhovniku vse povedala, o svojemu samozadovoljevanju, ker se mi zdelo, takrat nisem pred tem nobenemu o tem povedala, pa mi je bilo tako zelo lovito okoli sramu. V travi, ki sem hodila, vsem, kako sem iskala potrditev pri fantih, vse, kar se je meni zdelo pri meni tako nekaj sramotnega, v prenajedanju, pač vse moje take grehe. In sem res občutila tako brezpogojno ljubezen, ker me je ta duhovnik ljubil, oziroma me je Bog ljubil preko tega duhovnika in me je Bog odpustil preko tega duhovnika. In še zdaj ne vem, če to čistko dojamem, ampak je bil res tak. Teža je šla z mene v tistem trenutku. Ja, tako lažje sem se počutila, tako duhovno lažje sem znam pisala. Tako sem skakala okoli tam po teh travnikih, ki sem glih na enih duhovnih vajah. In je bil res tak čaroben trenutek. In takoj potem sem šla tudi prvič na adoracijo. In takrat sem se samo jokala 5 minut od tega, ker sem res čutila, koliko sem brezpogojno ljubljena. In potem sem šla tudi po obhajilo. Prej sem tudi hodila k maši in sem prejemala obhajilo, ampak nekako sploh še nisem poznala nauka katoliške cerkve, da ne smeš v smrtnem grehu prejemati jada. In sem takrat prejela obhajilo, prvič po spovedi, in pred tem, ko sem ga prejemala, sem se vedno tako malo tresla po obhajilu. Sploh ne znam, tako nekaj je bilo čuden občutek mi je bil. In takrat, ko sem pa prvič prejela po spovedi, sem bila mirna. In sem šele pol kasneje to poklopila, kako je ta sprava z Bogom, na način, kjer nas tudi on kliče, da preko spovedi so nam odpuščeni grehi, sem začutila tudi ta fizični mir sama s sabo. In pol še tako tretja moja sprava z Bogom, ali četrta, kakorkoli, taka malo večja, je bila tudi po neki poti z Bogom, ki sem jo že prehodila, po 2 letih. Sem tako šla bolj v take tradicionalne vode v katoliški cerkvi. In je pa Bog tam malo bolj tako predstavljen, vsaj meni je bil, oziroma sem ga tako dojemala takega stroga, jezen je name, tako, nič ne smeš delati tako, ne smeš se veseliti v življenju, tako, po mojem se sam jaz narobe dojemala, no. In sem imela tako malo napačno podobo Boga. In sem na enih duhovnih vajah in sem to doumela s pomočjo duhovnega spremljevalca. In je bila tako tisto taka, rekla, ključna sprava z Bogom
potem, ko sem že začela hoditi za Kristusom, ker sem dojela, da sem si tako sama neko idejo o Bogu spet začela graditi in nisem pustila njemu, da mi res pokaže, kdo je. In pa sem se nezavedno začela kar malo oddaljevati od njega, oziroma nisem res živela evangelija. In sem mislila, da bom jaz si sama zaslužila njegovo ljubezen nazaj. In da je kar nekaj jezen name in tako. In v tistem trenutku, ko sem to delala in sem se mu res začela nazaj pustiti, biti ljubljena na tak hčerinski način, da sem mu res mislila, da je moj oče, da sem kar nesposobna, ampak da sem mu nekam naročil in da bo vse šlo. Je bil tak ključen trenutek sprave, ko sem si res dovolila, da mi pokaže, koliko je on v bistvu čudovit, ko včasih kar malo pozabimo. Tako da to je bil nekako tak moj ključni del izprave z Bogom. Predvsem se mi zdi, da je ključno ni to, da sem jaz dojela, koliko sem grešna, ampak da se to ni ustavilo pri tem, ampak sem mu pustila, da mi je pokazal, koliko je on ljubeč in koliko ima res brezpogojno ljubezen. Tako da upam, da tudi vi to spoznate.